Torej, lepo vas pozdravljam na tretji okrogli mizi Slovenskega sociološkega društva, ki je pripravilo sklop pogovorov na temo Slovenija na razpotjih, refleksije o tem, kje se nahajamo in kam usmeriti naše energije. Današnji pogovor se bo ukvarjal z refleksijami slovenskega pravnega sistema, bolj natančno spregovorili bomo z gostjami o mejah pravne odgovornosti institucij sistema, zlasti pa nosilcev oblasti. Torej, probali se bomo vprašati o tem, kakšno je razmerje med pravno in politično odgovornostjo nosilcev oblasti in v tem smislu tudi o moči in nemoči prava. Z mano so sogovornice, zelo sem vesela, da so se lahko odzvale povabilu, in sicer z moje desne, doktorica Špela Mežnar, ki je docentka za gospodarsko in civilno pravo in predava na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju. Hkrati je pa tudi odvetnica v odvetniški družbi Čeferin. Tako da sem zelo vesela, da si prišla. Hvala. Špela bo pokrila vidike civilnega prava, torej recimo odškodninske odgovornosti, bodisi države do tistih, ki jim država povzroči škodo, bodisi tistih, ki v imenu države povzročajo škodo, ali pa pač zavestno, ali pa manj namerno, malomarno, ali kakorkoli. Potem z moje leve je doktorica Polona Kovač, ki je docentka za javno upravo na fakulteti za upravo, poučuje upravno-procesno pravo. Rekla bi, da je ena največjih strokovnjakinj v Sloveniji za upravno pravo, in če bi mene kdo vprašal, bi morala biti že zdavnaj ministrica za javno upravo. Tako da te hvala, da si prišla. Ona bo pokrila te upravne vidike odgovornosti oziroma pravne odgovornosti zadev, ki se dogajajo znotraj države. Potem pa verjetno tudi vsi poznate doktorica Neža Pogovšek, ki se ukvarja s človekovimi pravicami, doktorirala je iz izbrisanih, mislim, da pred 2 letoma približno, in danes je raziskovalka in hkrati tudi direktorica Mirovnega inštituta v Ljubljani. Četrti udeleženec oziroma sogovornik bi moral biti magister Mateoš Krivic, bivši ustavni sodnik, vendar mi je včeraj popoldne javil, da je zbolel in da žal ne more priti. Mi je pa nekaj poudarkov poslal iz njegovih razmišljanj o kazenski odgovornosti nosilcev oblasti. Se pravi, do kam seže, ali ima sploh smisel začenjati kazenske postopke in razmišljati sploh o kazenski odgovornosti, recimo politikov za kršitve, ki jih storijo. Skratka, ta vidik vam bom probala jaz potem na koncu tega uvodnega dela sama predstaviti, torej po njegovih nekakšnih razmišljanjih. Skratka, jaz, ko sem pripravila, pa zamislila si to okroglo mizo, sem v bistvu, moje izhodišče je bilo, da Ustava Republike Slovenije določa, da ima vsakdo pravico do povračila škode, ki mu je storjena s protipravnim ravnanjem pri izvajanju oblasti. Oškodovanec pa ima pravico, da povračilo zahteva tako od države, kot tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil. Zdaj, se pravi, to že določa Ustava, da je država dolžna povrniti škodo, ki jo povzroči, in tudi pravzaprav tisti, ki so jo konkretno v imenu države povzročili. Zdaj, mi imamo v pravu različna področja prava, ki imajo različne cilje, različne namene, različne interese, ki jih ščitijo, in ta ustavna norma je v bistvu v vseh teh področjih nekako konkretizirana, tako v kazenskem pravu na nek način, tako v odškodninskem pravu, v pravu, bi rekla, človekovih pravic in v upravnem pravu. Zato sem si tudi na tak način zamislila.
Zdaj, kar je seveda, to so neke norme, ta ustavna norma je neko izhodišče, vendar je pa zanimivo to, da v Sloveniji pravzaprav od politikov ali pa nosilcev oblasti, recimo tudi uradnikov, javnih uslužbencev, ni po mojih informacijah še nihče, recimo, vsaj za enkrat, ali pa mogoče me lahko popravite, kazensko recimo odgovarjal, pa tudi njih zelo veliko, ki so odškodninsko odgovarjali. Zdaj, zelo zanimiv nastavek za razmišljanje v tem pogovoru so bili eni od odmevov prejšnji teden, ko je Bobovnik začel s tem, da se kaže v slovenskem proračunu, da se kažejo nove obremenitve in sicer 500 milijonov za odškodnine izbrisanim, 40 milijonov za pokojnine, ki se je zdelo, da je država privarčevala, ampak seveda ni privarčevala, ker je to naredila na protiustaven način z ZUJF-om, ki je po odločbi ustavnega sodišča v tem delu protiustaven. Potem pa mislim, da je naštel še 170 milijonov zaradi nepravilno omejenih nekih pravic iz delovnih razmerij javnih uslužbencev, ker je država spet šla preko nekih pravil iz kolektivnih pogodb in tudi to nekako zajela proračun. Torej, zlasti se mi zdi zelo zanimivo izhodišče tukaj pri izbrisanih. Ta odškodnina, ki jo bo država plačala, se pravi, bomo plačali vsi, ne vem pa, če smo vsi na enak način prispevali k tej škodi, ki je nastala, kar je pri izbrisanih zelo zanimivo, je pravzaprav to, da se enkrat končno zavemo, da ta denar bomo plačali zato, ker smo nekomu povzročili bolečino. In da od te bolečine pravzaprav mi in nihče ni nič imel. Se pravi, da je družbeno bogatstvo tudi sestavljeno iz nekih nematerialnih kategorij in recimo duševne bolečine zaradi vsega tega, kar se je izbrisanim zgodilo, pravzaprav nikomur niso dajale nič, razen politikom so v bistvu prinašale neko politično eksistenco. Torej, to se mi zdi zelo pomembno, da se zavemo, zakaj se je to sploh toliko časa dogajalo in zakaj se to po 20 letih še ni rešilo in se morda mogoče znotraj slovenskega pravnega sistema nikoli ne bi, če ne bi na srečo imeli nad sabo Evropskega sodišča za človekove pravice. Se pravi, ta škoda, ki je nastala, ni nastala kar tako, da je, ne vem, nekaj padlo na zemljo, ampak jo je nekdo povzročil s svojim nekim delovanjem, ki je bilo očitno od prve odločbe ustavnega sodišča protipravno, bi rekla. To mogoče samo za začetek, ampak takih primerov je veliko. To je degradacija naravnega okolja, ki se je recimo nepovratno na nek način zgodila zdaj s to uredbo o legalizaciji črnih gradenj, potem gre za ta protiustaven zakon o uravnoteženju javnih financ, potem gre za, recimo, iz moje prakse lahko povem, da so na področju družinskega prava politiki tudi zavestno sprejemali protiustavne odločitve in so celo eksplicitno to omenili. Pa bom povedala primer, pa potem predala mikrofon. Spomnim se enega zasedanja odbora za družino, ko smo obravnavali družinski zakonik in je Alenka Jeraj, ko smo govorili o tem, da zadeva ni pač, ko bi rekla, da zaenkrat zakon o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti ne daje zadosti pravic oziroma da je protiustaven in da je to ugotovilo v zvezi z dedovanjem tudi ustavno sodišče, je ona rekla, da so oni, ko so sprejemali ZRIPS leta 2005, torej Janševa vlada, da so vedeli, da je v delčku, ko ureja dedovanje, ta zakon protiustaven, vendar je bila taka politična odločitev. Torej, moje izhodišče je tukaj, kako je možno, da v bistvu takih zavestnih kršitev prava pravzaprav mi ne sankcioniramo. In kaj bi sploh bilo primerno sankcioniranje takih političnih odločitev? Ker mi se skozi sklicujemo, tudi ko se s kolegi pogovarjam, edina sankcija je politična odgovornost. Torej, ljudje grejo na volitve in to sankcionirajo. Kazensko pravo ni primerno, ker je preveč represivno in mora biti zadnji ukrep.
prekrškovno, tudi tukaj ne pride upoštev, skratka odškodninsko, tudi je tako razpršeno, tukaj kdo je oškodovanec v tem primeru, da tudi ne. Torej, pravzaprav me zanima, a je treba izumiti neke nove pravne mehanizme, novo pravno področje za odgovornost politikov, ki bo imela neko nove sankcije, morda prepoved političnega udejstvovanja, ne zapor, mogoče pa ni zapor prava kazen, ali pa tudi pogojno, ali pa karkoli, ampak glede na to, da je očitno, da se politični prostor ne izčiščuje, da je vse dovoljeno, da jaz sem sankcionirana v trenutku, ko prehodam rdečo luč na prehodu za pešce, z bistveno višjo kaznijo, kot pa nekdo, ki 20.000 ljudem uniči življenje in v bistvu je sankcioniran s tem, da postane predsednik vlade, se mi zdi, da nekaj s tem sistemom narobe. Mogoče sem zdaj manipulativna, mogoče sem populistična, ampak vseeno se mi zdi, da se take stvari tudi pravniki moramo začeti spraševati. Tako da, mogoče to bil samo nek uvod. Zdaj bi pa za začetek predala besedo Neži. Dogovorili smo se nekako za neke 5 do 10 minutne uvode, potem mogoče s kakšnim mojim podvprašanjem in potem bi zelo hitro predala besedo tudi vam in približno uri pa pol zaključil, da ne bi bili predolgi, lahko pa potem še tako privatno nadaljujemo. Tako da, izvoli Neža. Hvala lepa. Jaz bi začela kar barbarno, kjer si tudi preostavim. Se pravi, 26. člen Ustave govori o tem, da mora država vsakomur povrniti škodo, ki mu jo je povzročila svojim protipravnim ravnanjem. Približno tako se ta člen glasi. In zdaj, če mi pogledamo, kako je ta člen realiziran v zakonodaji naprej, ker Ustava sama seveda ne zadostuje, da ti nekomu prisodiš, torej, da zahtevaš od njega plačilo odškodnine, potrebuješ malo bolj konkretne zakonske predpise in seveda, kje pa so ti zakonski predpisi v obligacijskem zakoniku. In zdaj, če primerjate ureditev, ki je na voljo v obligacijskem zakoniku, ki ureja odškodnine, in pa ureditev v Ustavi, ugotovite, da tukaj nek link manjka. Namreč Ustava govori o državi, ki mora povrniti škodo. Obligacijski zakonik je pa splošnejši, govori pač o vsakomur, ki mora povrniti škodo tistemu, ki jo povzroči pod temi in temi pogoji. Tisti 4 elementi morajo biti izpolnjeni za odškodninsko odgovornost. In tukaj je neka ključna povezava manjka. Namreč moja teza oziroma moja trditev je, da ta ustavna določba sploh ni nikjer podrobneje opredeljena na tak način, da bi bilo možno resnično za škodo, ki jo povzroči država, tudi zahtevati odškodnino na načine, ki bi bili primerni za takšne primere. Namreč, ko gre neka oseba, ki ji škoda ni nastala na nek tipičen način, kot recimo, da se peljete po cesti, pa se vam nekdo zaleti v avto. Skratka, da ni tak klasičen način, ampak je malo bolj subtilen, da je povezan s sprejemanjem zakonodaje, da je povezan z političnimi odločitvami in tako naprej. Takrat ugotovite, da predpisi na področju civilnega prava, torej obligacijski zakonik konkretno, za takšne primere enostavno ne zadostuje, da te določbe niso primerne za to vrstne kršitve. Zdaj še zlasti pa se to pokaže takrat, ko govorimo o množičnih kršitvah človekovih pravic, katerih kršiteljica je že po definiciji največkrat država. Najzlasti pač v državah kot je Slovenija, imate tuj konce sveta, kjer so tudi osebe zasebnega prava, tiste, ki množično kršijo človekove pravice. V Sloveniji zaenkrat je ta subjekt še vedno najpogosteje država, ne vedno seveda. In zdaj, v primerih množičnih kršitev človekovih pravic se pokaže, da obligacijski zakonik z vsemi svojimi specifikami, pokoji, postopki in tako naprej, ki jim je potrebno zadostiti, če želi zahtevati odškodnino, enostavno ne funkcionira. In to se seveda najlažje pokaže na točki zastaranja, ker če vemo, da so splošni zastaralni roki 3 oziroma 5 let, torej 5 let kot tisti zastaralni rok, od katerih 5 let ne sme miniti več kot 5 let, o čem bo moja kolegica več govorila, bom se zelo omejila že tukaj. Skratka, ne sme miniti več kot 5 let od kršitve, od trenutka nastanka škode, ker če zamudiš ta rok, pač ne moreš več zahtevati odškodnine za tem. In seveda pri žrtvah množičnih kršitev človekovih pravic je ta rok velikokrat smešen. Pri izbrisanih, na primer, se je to pokazalo zelo plastično. Namreč 5 let potem, ko je škoda začela nastajati, večina med njimi ni imela nikakršnega pojma, da je sploh prišlo do kakršnekoli kršitve, mislili so, da so sami v tej svoji situaciji, niso se zavedali neke kolektivne
niso imeli tega občutka, da pripadajo neki skupini, da je to širši problem, ki ne zadeva samo njih. Skratka, v prvih 5 letih se o čem takem sploh še ne govori. Tu je par posameznikov, ki so bili sumničavi in so potem sprožili tiste postopke pred ustavnim sodiščem, ki so potem pripeljali tudi do odločitev ustavnega sodišča na to temo, ampak daleč od tega, da bi kdo od njih razmišljal kakršnikoli odškodnino oziroma o tem, da ima do tega sploh pravico, ker so se borili za preživetje, borili so se za svoj status, skratka za neke elementarne stvari in seveda je vsa ta diskusija o odškodninah prišla v vrsto šele leta in leta zatem, ko je tista prvotna škoda sploh nastala, tista, ki je bila seveda najhujša v prvih letih po izbrisu. Tako da iz tega je nekako razvidno zelo plastično, da 26. člen Ustave praktično ni konkretiziran za to vrstne kršitve človekov, torej za to vrstne primere, ko gre za množične kršitve človekovih pravic. Zdaj, izbrisani so samo en primer, to sploh ni edini, ki kaže na to, recimo dejstvo, da se nam to kar naprej dogaja, pač ko rečem kar naprej, mislim, vsakih par let, pridemo do ene točke, ko ugotovimo, da pa sej naša zakonodaja, da bi če bi želeli ta 26. člen sploh izvršiti, marsikateremu primeru ne zadošča, da je treba nekaj novega sprejeti. To se nam dejansko dogaja vsakih nekaj let. Naprimer, če še druge primere navedem, žrtve medvojnega nasilja, isti tak primer, če bi njim želeli povrniti škodo po civilnem zakoniku, ne bi nikamor prišli, ker bi zaveda za te stare kršitve in potem delimo tudi dolgotrajni sodni postopki, tak primer, ko naša zakonodaja enostavno ni omogočala povračila škode zaradi kršitev, ki so se odrazile na ta način, v tem primeru so bile sodišča tista, ki so bile nekako odgovorne za to in smo potem tudi na tem področju morali sprejeti zakon. Skratka, vsakih nekaj let, vsakih 5 let, na primer, se nam zgodi, da prepoznamo neko novo skupino, ki svoje škode ne more dobiti nazaj na nikakršen drug način, kot pa da se sprejme poseben zakon, ker obstoječa zakonodaja